Spoštovani gledalci Zasavske televizije, prvo nedeljo v mesecu oktobru v bogoslužnem koledarju imenujemo tudi rožnovensko nedeljo. Za rožni venec pravimo, da je to evangelij po Mariji, saj so vse skrivnosti rožnega venca prepletene z njenim življenjem. Začetki rožnega venca segajo v 13. stoletje. Eden izmed začetnikov pa je bil sveti Dominik, ki je že ustanovil bratovščino rožnega venca. Takšne bratovščine so ustanavljali mnogi redovniki, redovnice in celo laiki. V svojih molitvah so radi ponavljali pozdrav angela Gabriela Mariji. Navada ponavljati zdravo Marijo 3-krat po 50-krat se je razširjala zlasti med cistercijani. Kmalu je bila vsa katoliška Evropa preprežena z mrežo teh bratovščin. Rožni venec je bil torej priljubljena molitev krščanske Evrope, svetnikov, naših staršev in prednikov, in jo je vedno priporočalo cerkveno učiteljstvo, še zlasti zadnji papež, prejšnji papež, sveti Janez Pavel II., ki je zapisal, da je bil rožni venec njegova najljubša molitev vse od otroštva. Če hočemo, da bo Slovenija in z njo naša domovina ostali krščanski, ga začnimo zopet moliti z večjim veseljem. Molimo ga doma, na poti v šolo ali v službo, v avtomobilu, na izletu, v cerkvi. Molimo ga posamič in skupaj. Molimo ga za rešitev bolezni koronavirusa, za domovino, za dar miru, za naše družine in našo mladino, za vse bolne in trpeče, za vse oddaljene in neverujoče, za vse umirajoče in rajne. Molitev rožnega venca nam kliče v spomin nek zgodovinski dogodek, ki bil močno povezan z usodo Evrope. Sredi 16. stoletja je krščanskim deželam Evrope pretila skrajna nevarnost strani Turkov. Velika zmaga kristjanov nad neprimerno močnejšim turškim brodovjem v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 je bila v tem pogledu odločilnega pomena. Kdor gleda na dogodke s stališča evropske zgodovine, ne more podcenjevati usodne važnosti velike lepantske bitke. Nobena pomorska bitka ni do tistega časa z ene in druge strani uporabila toliko bojnih ladij. Zlasti pa je važno dejstvo, da je krščanska zmaga tedaj dokončno iztrgala islamskemu gospodstvu Sredozemlje in napravila konec prodiranju Turkov po morju proti zahodu. Ko je v naslednjem stoletju znova nastopila nevarnost, ki je ogrožala krščanske dežele, je bilo to na suhem in ne več na morju. Že nekaj let pred bitko pri Lepantu se je papež Pij V z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanske dežele ob Sredozemlju sklenile zavezo zoper Turke. Zlasti je skušal prebuditi tudi duhovne sile zaveznikov in je v ta namen določil post in javne molitve, posebej še molitev rožnega venca. Boj se je z vso silo razvnel pri Lepantu ravno na prvo nedeljo meseca oktobra 7.10.1571. Prav na tisti dan, ko so se bratovščine rožnega venca zbrale in goreče molile rožni venec. Kljub silni premoči na strani Turkov so kristjani sijajno zmagali. Zgodovinarji pripovedujejo, da je papež Pij V imel 7. oktobra videnje, v katerem je spoznal, da so v tistem trenutku kristjani zmagali. Pohitel je v svojo kapelo in se zahvalil Mariji za njeno priprošnjo.
To zmago je tudi vrhovni poveljnik Don Juan d'Austrija sam pozdravil kot Marijin odgovor na pobožno molitev rožnega venca. Beneški senat pa je pod sliko, ki predstavlja znamenito bitko, dal napisati: ne moč, ne orožje, ne poveljstvo. Vse to nam ni pridobilo zmage, ampak jo je pridobila rožnovenska Marija. V hvaležen spomin na to milost je papež Pij V. naslednje leto napisal posebno pismo, rečemo mu bula, s katerim je odredil, naj bo 7. oktober posvečen praznovanju spomina svete Marije Zmagovalke. Vsako leto nas mesec oktober s praznikom rožnovenske Matere Božje 7. oktobra vabi in spodbuja k molitvi rožnega venca. K temu kliče stanje duha v cerkvi in državi. Kličejo nas prej slabe kot dobre razmere, ki prinašajo socialne težave in še večjo duhovno bedo. K poglobljeni, osebni in občestveni molitvi nas kliče velik odpad kristjanov Evrope in Slovenije od Boga. Zagonetna bolezen koronavirusa, lažna demokracija, ki nam jo ponujajo petkovi kolesari, nespoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, pa tudi vse večje priganjanje kristjanov po svetu in tudi nevarnost migrantov iz muslimanskega sveta. Sveti Pij, pater, znani iz Pietrelcine, je imenoval rožni venec orožje za obrambo in rešitev, ki nam ga je podarila Marija, da ga uporabimo proti zvijačam peklenskega sovražnika. Vsem, ki so patru Piju bili blizu, je razlagal, če sta brezmadežna v Lurdu in še bolj brezmadežno srce v Fatimi vztrajno priporočala molitev rožnega venca, ali morda to ne pomeni, da ima ta molitev izjemno vrednost za nas in za naše čase. Zadnja kitica pesmi, ki jo pojemo v času rožnovenske pobožnosti, se glasi: moli, moli, rožni venec, ljubljeni slovenski krov, zvesto nad teboj počival bo Marijin blagoslov. Prav te besede naj bodo spodbuda za poživitev molitve rožnega venca, za rešitev mnogih vprašanj, stisk in problemov, s katerimi se sooča naš narod, država in cerkev. Naj nam Sveti Duh s svojimi navdihi pomaga, da bi spoznali znamenja časa, ter spoznali, kaj moramo storiti prav zdaj in takoj. K temu nas spodbuja tudi škof Slomšek. Tožiti nad slabimi časi ljudje dobro znajo. Pa vse tožbe so prazne, dokler roke križem držimo. Hudobi pa pustimo rasti med nami. Molitev rožnega venca bo hudobo gotovo pregnala. Amen.